En lep pozdrav, spoštovani starši. Kot vidite, vas nagovarjam iz prostorov Radio Ognjišče, ker sva z Matejo Feltrin Novljan pravkar posnela sobotno oddajo. Z vami pa bi rad spregovoril o miru, tako so mi naročili, ne toliko o zunanjem miru, ampak o miru duha in srca, o tisti notranji spokojnosti, umirjenosti in zadovoljnosti. Čeprav je pa res ne to, kar vsi doživljamo, da kakšen zunanji dogodek nas vznemiri. To pomeni, nam odvzame notranji mir, nas vznejevoli oziroma celo vzburka naša čustva. To se pogosto spomnim na za mene najbolj, bi rekel, eden najbolj pomenljivih, pa tudi hudomušnih prizorov iz Evangelija. Ne vem, če se spomnite, Jezus z učenci na jezeru, nastane vihar, v čolnu so, ne, in pravi evangelist, in vihar je bil tako strašen, neurje tako silovito, da so valovi začeli zagrinjati čoln. Jezus pa spi, ne, zato mi je hudomušno, ne, kako boš spal, če te zaliva voda. Ampak tako se nam pogosto zdi, ko smo razburjeni, ko smo notranje vznemirjeni, ko doživljamo notranji vihar. Doživimo na nek način v prizadetosti, izgubimo tisto notranjo sočutno bližino z domačimi, pa tudi kakor da samo Bog spi. Ampak takrat apostoli pokažejo zanimivo rešitev, in v čem je ta rešitev, začnejo klicati Jezusa, torej Boga z njegovim imenom. Jezus buce, ne? Torej, mi se v teh vznemirjenostih ne smemo osamiti, ker bi nas recimo ta vihar lahko notranje poglobil do strašnih globin, jeze, prizadetosti, ogorčenja, zamer. Ampak se moramo znati buditi v sočutno bližino. Jaz najpogosteje v taki prizadetosti uporabim molitev: Gospod Jezus, umiri me, da nisem odvisen samo od človeka, ampak da se prebudim tudi v zaznavi duhovni prisotnosti, Jezusovi duhovni prisotnosti. In to deluje. Večkrat rečem, če pri kom ne deluje, naj pride, dobi od mene čokolado s celimi lešniki. Učinkuje, ker mi smo duhovna bitja. In zakaj so naši predniki molili? Zato, da so se umirili, da so lažje prenašali realnost in viharnost, tudi čustveno viharnost življenja. In ko nastane notranja spokojnost, duhovna umiritev, potem lažje se soočimo z realnostjo odnosov oziroma situacije, ki nam je odvzela mir. Je pa seveda zelo, zelo pomembno, da posebej v odnosu do najbližjih vzpostavimo tiste vrednote, ki nam zagotavljajo, da bomo lažje živeli v miru, ne? To mislim predvsem, da se dogovorimo o medsebojni spoštljivosti, o medsebojni odgovornosti in o medsebojni pravičnosti. Ko govorimo o spoštljivosti, določene meje morajo biti. Mi v odnosu do drugih določenih mej preprosto ne moremo na nek način preskočiti oziroma jih ne upoštevati. V cerkvi govorimo o tako imenovanih smrtnih grehih. Kaj to pomeni? So določene ravnanja, ki lahko bližnje smrtno poškodujejo, in je potem rehabilitacija dolgotrajna. Določeni dejanj preprosto ne sme biti, ne? Ali so to neke geste ali karkoli že, kar bi bližnjega, kot rečemo po domače, dotolklo, ne? Spoštljivost mora biti poosebljena in vedeti moramo, česa ne smemo prestopiti, kaj pa moramo dodajati kot izraz medsebojne hvaležnosti, pozornosti, ljubeznivosti in tako naprej. Pa sem rekel, torej, spoštljivost, pravičnost, ne? Ja, v odnosu moramo biti pravični. Jaz sem se tega naučil šele, ko sem delal z mladimi v komuni. In tam so mi rekli, ja, ko nekdo dela, vsi delamo, ko se dol usedemo, se vsi dol usedemo in se imamo vsi fajn, ne? Ta pravičnost mora biti samoumevna. Pogosto rečem staršem, ne, meri se na čokoladi. Ko si oče in mama vzamete enak košček kot mladostnik, kot otrok, je pokazatelj, da se spoštujeta in da mlade navajata na normative pravičnosti, ne. Pri navadni čokoladi, potem pa seveda pri vseh drugih opravilih, ki jih življenje v domu, nisem rekel v hiši, ampak v hiši, ki je dom, to pomeni domačnost, preprosto moramo sprejeti. In pa seveda odgovornost. Vsak izmed nas ima svoje odgovornosti, mladi imajo svoje, starši imate svoje, in res vam želim, da bi
znali ujeti odnos v takšen ritem, zaradi katerega bi potem med vami lahko bil tudi notranji mir, spokojnost, da bi bilo čim manj te viharnosti. Rekli so, naj dam za na konec še neko nalogo. Bom dal tisto nalogo, ki jo bom dal tudi samemu sebi. Vsak pri sebi naj ozavesti, torej govorim sebi, mogoče še komu izmed vas, kaj je tisto vredno, kaj je tista vrednota, ki bi bilo potrebno še bolj upoštevati v medsebojnih odnosih za več miru in medsebojnega zadovoljstva. In lep pozdrav, srečno.